Drugače pa tako, zbornik je načeloma namenjen dvorcu Ravne, tlele v naši bližini. Danes nima več tega namena, kot ga je imel nekoč, tako da v zborniku v prvem delu osvetljujemo njegovo zgodovino in razvoj. Potem v drugem delu se pa posvečamo bolj k digitalizaciji grajske kulturne dediščine, torej tudi dvorca Ravne. In prav o tej digitalizaciji nam bo najprej v prvem delu predavanja povedal Tomaž Kalin iz podjetja Arctur d.o.o. Arcturjevci oziroma njihova ekipa se je namreč z dvorcem Ravne veliko ukvarjala in sicer v sklopu enega drugega projekta, kjer so v bistvu digitalizirali več enot kulturne dediščine tukaj pri nas na Zelenem krasu oziroma v naši regiji, med drugim tudi grad Prem, pa en del Cerkniškega jezera in tale Ravbarjev stolp v Planini. Ne bom jaz preveč filozofirala, Tomaž, potem gremo pa naprej. En lep pozdrav še z moje strani, tako kot je Žana napovedala, sem Tomaž, prihajam s podjetja Arctur. In pri nas smo v bistvu izvedli ta proces digitizacije in digitalizacije, med drugim tudi dvorca Ravne, o katerem vam bom danes malček več povedal, kako v bistvu ta postopek potekal, kako poteka digitizacija, kako poteka digitalizacija in tako naprej, no, toliko da razložimo malček ozadje vsega skupaj. Se pravi, kako sploh vse skupaj začnemo, oziroma mogoče najprej, da razjasnimo dva pojma, digitizacija in digitalizacija. Se pravi, digitalizacija v osnovi pomeni zajem nekega objekta v naravnem svetu in pretvorba tega v digitalni svet. Se pravi, če govorimo o nekih dvodimenzionalnih stvareh, je digitalizacija, se pravi, pretvorba tega v dvodimenzionalno, se pravi, nekega lista recimo, če imamo pa tridimenzionalne objekte, je pol digitalizacija pretvorba teh objektov v digitalni svet in ustvarjanje teh digitalnih kopij realnega sveta. Digitalizacija pa pomeni v bistvu neko uporabo pol digitaliziranih predmetov, enot, vsebine, kakorkoli v nekih končnih rešitvah, nekih produktih in tako naprej. Najprej bom pokazal v bistvu, oziroma razložimo ta proces, kako potekalo celoten postopek digitalizacije dvorca, se pravi od zajema do obdelave, izdelave 3D modela, pa potem poskusov rekonstrukcije in na koncu še, kaj smo v bistvu to tudi uporabili. Se pravi, če začnemo, imam tukaj dve slikci, naša ekipa pride na teren in izvede v bistvu tako imenovani sken objekta. Tukaj govorimo o dveh postopkih, dveh tehnikah. Eno je fotogrametrija, kjer na podlagi velike količine slik, tukaj konkretno je bilo narejenih 5500 fotografij celotnega objekta, se pravi graščine in gašče. Ustvarimo v bistvu jih z velike količine 2D fotografij s pomočjo software in pač možljivih računalnikov. Pri nas na srečo imamo super računalnik, tako da ta postopek poteka bistveno hitreje, ustvarimo 3D model. Drugi postopek, ki si z njim pomagamo, je lasersko skeniranje in to največkrat tudi pol skupaj združujemo. Tukaj imamo vedno zraven geodetsko ekipo, s katerim pač naredimo tudi celotne izmere objekta, s katere nam služijo, da potem lahko v bistvu v virtualnem svetu postavimo ta model v tolerancah in imamo čim manjša odstopanja, se pravi v virtualnem napram resničnem. Tukaj konkretno imamo 9 mm stopa model napram realnem stanju dvorca. Tako da v bistvu govorimo o zelo, zelo natančnih digitalnih kopijah. Tako recimo izgleda vsak tak kvadratek, ki ga vidimo tukaj, je v bistvu ena zajeta fotografija. In na ta način moramo v bistvu najprej iz neke ptičje perspektive poslikati neko osnovno strukturo, da naredimo osnoven, nenatančen 3D model, ampak služi kot nek plan izdelave leta, kako bomo v bistvu mi to fotografirali, da bomo mi dobili čim več kotov, čim večja prekrivanja. Tukaj stremimo, da imamo čim več prekrivanja med eno in drugo fotko, zato da pol ima program
možnost čim boljše sestaviti 3D model. Se pravi, imamo čim več podatkov, ki jih lahko pol porabimo za izdelavo tega. Ne? Iz teh fotografij, se pravi prvi postopek, prvi korak fotografije je izdelava tako imenovanega point clouda, se pravi vseh teh fotografij sestavimo oblak točk, se pravi, to so pikice v prostoru, vse imajo x, y, z koordinato, med seboj pa niso povezane, se pravi, tukaj ne govorimo še 3D modelu, ne? Če pač tukaj vidite, ne, tu vsaka taka točkica je ena pikca, ki, če jih s programom sestavimo, tako že ima neko obliko nekega objekta, ampak same po sebi to še ni to. Ne? Tukaj ekipa, se pravi, iz postopka pridobivanja PodClouda v 3D mesh model, korigira, se pravi, ko s programom zaženemo pač ta postopek, moramo tukaj korigirati, da imamo pravilna prekrivanja, da nastajajo luknje in da dobimo željeno natančnost, ne? Se pravi, čim boljšo, kar se le da. Tukaj še par primerov, ne? Se pravi, tukaj vidite, vse te pikce so geolokacije, tukaj jih imamo 110, 160, se pravi, na 160 različnih točkah imamo izmerjeno natančno z GNSS izmero in RTKM, postopki geodetsko, da pa lahko zagotavljamo, da se v bistvu ta struktura modela, ne, mogoče še to razložim, ne, med vsako tako pikico se pol postavi trikotnik, ne, to je en poligon. In teh poligonov imamo na začetku veliko, več, ko jih imamo, bolj imamo lahko natančne stvari. Je pa res, da pol za uporabo jih moramo reducirati glede na sam pač namen končne uporabe. Mogoče še zakaj uporabljamo fotogrametrijo oziroma preferiramo z njo, je zato, ker z laserjem lahko dobimo zelo natančne stvari, ne dobimo pa tekstur. Teksture so pa zelo pomembne, kadar gre za neko vizualno predstavitev, se pravi, da dobimo čim bolj fotorealistično kopijo dejanskega stanja. To je še nekaj primerov. Tako. Point clouda, zdaj bom pokazal še, kako izgleda izdelek, ko pač vse skupaj vidimo, ne? Se pravi, tukaj imamo zdaj končan 3D model graščine v realnem stanju, kot je. Tukaj se nismo ukvarjali z rastlinjem, pač sam dvorec in okolica je relativno, dajmo reči temu, zapuščena, tako da tega rastlinja bilo kar nekaj, ampak kako lahko vidimo, prijemo res, opala, da sem šel noter, lahko do velikih detajlov in res realnih, verodostojnih kopij realnega stanja, ki se potem lahko uporabljajo za različne stvari. Pri nas so služili predvsem kot osnova za pol poskuse rekonstrukcij, ki smo jih naprej izvedli. Tako. Se pravi, od tukaj naprej, od 3D modela, gremo poskus rekonstrukcij. Glavni namen izdelave tukaj poskus rekonstrukcije je bilo, se pravi, ustvarjanje nekih digitalnih rešitev za turistično-promocijske namene. To je potrebno poudariti. In zaradi nekih skopih podatkov, ki so, na katerih smo izdelovali te poskuse rekonstrukcij, so tudi večina rekonstrukcijskih narejena bolj schematsko, z namenom prikazovanja arhitekturnih postavitev in tako. No. Ne stremimo tukaj, nočemo preveč špekulirati, ker pol izgubimo verodostojnost tega, kar počnemo. Za dvorec Ravne smo imeli rekonstrukcij v dveh obdobjih, najprej v 17. stoletja, se pravi, tukaj je bila graščina brez kašče in vrta in glavno gradivo je bila Valvazorjeva upodobitev iz slave Vojne Kranjski, ta slikca, in z tega pol smo izhajali.
tukaj vam pokazujem postopek, kako v bistvu to začnemo. Ne. Spravi, iz kar imamo podatkov, postavimo neke osnovne oblike, neke osnoven blocking, tako imenovano, iz katerega pač predstavlja osnovne gabarite, meje, postavitve tlorice in iz tega pol delamo naprej. Gremo zmeraj več, ko bi rekel, ne detajlov, ampak vedno več elementov vključujemo, za katere lahko predvidevamo, da so iz tistega obdobja bili, na podlagi ostalih, tudi arhitekturi iz tega obdobja pač in iz gradiva, ki ga imamo. Ne. In potem lahko pridemo do nekih takih zaključkov, kot vidimo, so modeli res schematski, da prikaže, ampak za potrebe neke vizualizacije in predstave, kako je neka stvar izgledala v recimo 17. stoletju, posebej za namene neke turistične promocije in produktov, pridemo do nekih pol takih zaključkov, ki mislim, da dovolj dobro in nazorno ponazorijo in dajo neko predstavo, kako lahko neka stvar je izgledala, oziroma pač ta poskus rekonstrukcije, kako je mogoče bilo takrat iz tista obdobja. Še nekaj primerov. Druga rekonstrukcija je iz 18. stoletja in v bistvu sledi upodobitvi dvorca iz ene knjige iz leta 1758. Največja stvar, ki je tukaj, kjer je pač poudarek in se je največja razlika napram današnjem stanju, so vrtovi, ki zdaj si jih praktično ne znamo predstavljati, če pridete tja, ne boste pač imeli predstave, kako je nekoč ta stvar v svoji polnem obsegu recimo izgledala. Ne. In tudi tukaj smo šli iz neke osnovne postavitve, iz fotografij, iz tlorisov, seveda iz gabaritov, ki smo jih imeli skenov, in začeli počasi vse skupaj sestavljati, dodajati malo več detajlov, tukaj še osnovi brez teksture, in potem v bistvu stvar postaviti prostor in dati neke osnovne teksture, prilagoditi in na koncu pridemo do neke take rešitve. Tukaj smo še vrt dodali, spravi vse te vrtove, to je zdaj ta pot, ki je tam, ne. Tu je bilo vse nižje spodaj in ena taka mogoče pač en pogled, kako je stvar nekoč izgledala. Jaz imam tukaj še snetek, recimo iz 3D modela, ne. Tako. Od tukaj naprej gremo pol v same uporabo te digitalizacije oziroma teh kopij in poskusov rekonstrukcije. Tukaj imamo dve stvari, ena je spletna aplikacija, okrog, ki se v bistvu lahko obiskovalci, gre za v bistvu iskanje pozabljenega zaklada, in imate na lokacijah 5 različnih točk, s katerimi lahko obiskovalci pridete, poskenirate in imate neko vsebino, neki kviz, ki vas tudi pelje po točkah in pa predvsem, kar je tukaj večja dodana vrednost, je rekonstrukcija v 360-stopinjskih fotografijah. Se pravi, na podlagi današnjega stanja fotografij zajetih danes, smo te poskuse rekonstrukcije umestili v prostor, zato da si človek sploh oziroma obiskovalec vizualizira, kako je stvar nekoč tam izgledala. In to bom pokazal tudi en primer 360-stopinjskih fotografij, kako ta umestitev izgleda. Pravi smo tukaj 360-stopinjsko fotografijo, ne, iz lokacije tam pred dvorcem. Pač stanje današnje, tako kot je. Pol imamo umestitev dvorca, ne, se pravi, tukaj že vidimo, kako je nekoč izgledal. Tukaj se res probamo potruditi, da so stvari narejene tako praktično neopazne in jih probamo čim bolj, kar se da integrirati, da stvar deluje fotorealistično, ne.
čim bolj reprezentativno. In pol v bistvu tretja stvar, ko dodamo še ves park, vrtove, ki so nekoč tam od spredaj bili, ne. Se pravi, na tak način lahko pol v bistvu naredimo neko vizualizacijo nečesa, kar se ne da z besedami opisati, oziroma to je tudi point, bistvo digitalizacije, da lahko predstavimo neke stvari, ki sicer z besedami ali pa z nekimi opisi ne bomo mogli in jih s tako vizualizacijo bistveno bolj nazorno lahko pokažemo. Tako. To bi bilo načeloma z moje strani vse. Zdaj pa, če še kakšno vprašanje, kakorkoli. Ja. Ja, jaz imam vprašanje, če imate tudi kakšne izkušnje z rekonstrukcijo notranjosti bilo katerih različnih gradov in če si lahko pomagate tudi s kakšnimi seznami predmetov, ki so jih imeli takrat graščaki. Namreč za grad Ravne obstajata vsaj 2 zapuščinska inventarja, katerih je po vsaki sobi posamezno popisano, kaj so tam noter imeli. Zdaj, če to lahko koristi ali pa ne. Ja, delamo tudi rekonstrukcijo notranjosti, postopki so isti, sam pač dodaš notranji del. Sigurno te stvari pomagajo, popisi, kar je pa najbolj pomembno, je čim več med nekega, ne reči tega fotografskega, pa nekega slikovnega gradiva, zato ker vseeno je tukaj vizualizacija. Tako da ja, se pravi, če nimamo nič slikovnega, imamo samo neke sezname, to že nekaj, ker vsaj tukaj smo si na jasnem, kaj je bilo noter, pa kaj ni bilo noter. Če imamo pa še slikovno gradivo, da se da to verodostojno oziroma čim bolj rekonstruirati, ne, je to super, če ne pa treba po nekih podobnih predmetih iz tega in tega obdobja to delati. Hvala. Okay. Ta vizualizacija je tu narejena tako, glede na to, kako se tisti, ki to zadevo zla skupaj zamisli, ki tle je tu precej tako, bom rekel, narejeno na način, da vprašanje, če je tako bilo, to mi je dilema. Nisem prav. Recimo ograje, tale vrtna uta, tukaj ostale stvari. To je pač tako, ko se je zamislil tisti, ki je to obnavljal oziroma programiral. Ne, to je zmeraj pač sodelujemo z inštitucijami, tukaj smo tudi z naročnikom sodelovali in vedno je vse preverjeno, nikoli ne damo mi nekaj na pamet, zato ker pač bi lahko zgledalo lepo tam, ne. Zdaj mogoče lih fotka tukaj zdaj z te strani, ampak načeloma je vse nekaj preverjeno, se pravi čim bolj pač po znanih dejstvih, ne. Zdaj, tle bi se mogoče osuplela. Kaj ima še kdo kako vprašanje? Ne. Hvala, Tomaž, lahko pustiš sliko. Namreč, liko, kar je vprašal župan, oziroma mogoče, kar je Tomaž govoril, se je pokazalo tlele, ko smo sodelovali, namreč nimamo veliko gradiva, kako je graščina oziroma kako je dvorec izgledal. Ne? Imamo torej tisto Valvazorjevo podobo, ki se danes zelo razlikuje od naše podobe, oziroma tudi, če ste videli Valvazorjevo podobo, ne vemo niti, kaj je dobro Kaščan, kaj je dejansko bila, kaj je bil dvorec. In na drugi strani imamo tisto Bergovo, torej načrt iz tiste knjige iz 18. stoletja. In zdaj tlele smo tudi, ko smo sodelovali pri teh rekonstrukcijah, smo prišli do dileme, ne, že, ne vem, barva fasade, kje je bil tisti pivški križ, recimo stebr, kje se postavi vrtni paviljon, na kakšen način so bila razporejena, ne vem, cvetlična polja, kako je bila recimo kašča, kako visoka so bila okna in tako naprej, ker, tako kar je rekel sodelavec in kolega Igor Gardelin, ne, imamo neke inventarje pohištva, ampak dejansko si pa ne znamo predstavljati, kako je to izgledalo, ne. Ne nazadnje imamo tudi neke opise, kako se je stavbni razvoj razvijal v času, torej, ne vem, so povečali kaščo, so naredili, ne vem, 4 cvetlična polja, ampak dejansko si pa ne znamo predstavljati, kako so ta 4 cvetlična polja izgledala, koliko so bila dolga, koliko so bila široka, kaj je bilo noter, ne vem, katere rože, ali so bile recimo, ne vem, okrog jablane, so bile to slive, so bile to, ne vem, hruške in tako naprej. Tako da tlele, jaz sem zgodovinar, ne,
In jaz tle vedno opozarjam, da to ni rekonstrukcija, ampak je poskus rekonstrukcije. Ker tle morajo biti kolegi recimo iz Arcturja zelo previdni, ne, in zelo dosti morajo upati, da naredijo neko tako vizualizacijo. Ne. Zato tudi, to je tudi dobro v zborniku napisano, namreč na eni strani imate tele vizualizacije in digitalizacije in tako naprej, ki se uporabljajo v turizmu, torej recimo v aplikaciji, kot je razložil Tomaž, ne, ki je neka igrca za recimo otroke pa družine, da se nekaj naučijo iz zgodovine. Na drugi strani smo pa mi muzealci, ki smo tečni in sitni in želimo točno vedeti, kakšna omara je bila v tisti dvorani noter, ne, in se takim zadevam rajkar ne izogibamo, ne, ker želimo pač neko točnost podatkov. In tukaj se križa ta, bom rekla, danes digitalizacija, pa poskusi digitalizacije, pa v bistvu tiste podatke, ki jih imamo. Tako da jaz res glede tega, oziroma o tem govorita kar dva prispevka v zborniku, torej kako take stvari uporabljati v muzejske namene in nenazadnje pri turizmu, tako da dajte si o tem mogoče malo več prebrati. Ne? Ali kaj? Ja. Zdaj bi pa jaz povabila drugi del, torej gremo malo na nas, ne, na strožje zgodovinarje, pa bi povabila kolegico, doktorico Dragico Čeč. Ona bo šla pa na ta prvi del zbornika, kjer govorimo o zgodovini, in bo predstavila politično delovanje Bernardina Ravnacha, ki je bil v bistvu, bom rekla, kar najslavnejši pripadnik rodbine Ravnach, torej prve rodbine, ki je imela dvorec. Bom rekla, v naših krajih, mogoče je pa najbolj znan po tem, da je skupaj z očetom postavil utrdbo na Šilentabru, ki se je potem v turških časih oziroma v časih turških upadov razvila v enega največjih utrjenih kompleksov pri nas na Slovenskem. Tako da malo več o tem bo Dragica. Moja tema današnja je pa v bistvu, bom rekla, najslavnejši predstavnik družine Ravnach, to je Bernardin Ravnach, ki je bil, četudi je živel zelo daleč nazaj, v enem takem kontekstu zgodovinskem, v katerem ni samo imel neko možnost izredne prosperitete, ampak tudi se je v njegovem delovanju ohranilo zavidljivo veliko gradiva. Govorimo o človeku, ki je živel več kot 500 let nazaj, za katerega ne vemo, nekdaj se je točno rodil, niti kdaj je umrl. Vemo pa marsikaj o njegovem delovanju, tudi, če bi se, mislim, v določenih trenutkih tudi vemo, v katerem delu Evrope se je nahajal. V bistvu, njegov politični vzpon je tudi dediščina in zahvala njegovih prednikov, zlasti bratoma Martinu, najprej se treba zahvaliti za njegov vzpon bratoma Martinu in Jakobu Ravnaharju, ki sta v tistih prelomnih trenutkih sredi 15. stoletja stopili na stran habsburških vladarjev, cesarjev, in se na fajdi, ki je potekala med takrat najmočnejšim akterjem, ali pa bomo rekli enim najmočnejših akterjev v tem slovenskem prostoru, poleg goriških grofov, s pravi celjskimi grofi, v tej fajdi Habsburžanov s celjskimi so se postavila na stran Habsburžanov in zato dobila v upravljanje grad Momljan v Istri. Dejstvo je, da pač, tukaj mogoče treba dodati, zakaj je to tako pomemben trenutek, v bistvu Ravne, pa tudi Šilentabr, ko so ga začeli graditi se pravi, bomo rekli, 40 let kasneje, 30 do 40 let kasneje, se je zažiral v ozemlje dveh zelo pomembnih gospostov, ki sta pripadala na eni strani Postojna že deželnemu knezu, na drugi strani Prem, ki je takrat pripadal Valzejevcem, bomo videli v nadaljevanju, ki so v bistvu bili v tistem trenutku izrazito pomemben akter na tem delu, bomo rekli, zahodnega ozemlja cesarstva. Še dva podatka sta zelo pomembna bomo rekli, v tej liniji ali pa na tej stopnji generacije Ravnacherjev, je to, in tudi to kaže na vpliv obeh
posameznikov. Najprej naj bi Martin, se pravi brat od Jakoba, okrog leta 1442-43 spremljal cesarja Friderika na kronanje v Aachen. Zdaj pa sin od enega od teh dveh, ki ne vejo čisto točno, od koga je, Jakob III., oziroma ni še čisto sigurno, od koga je, se pravi, ta Jakob III. Najbolj težko postavljiv v to rodbino Ravnacherjev, pa je leta 1452 na kronanje v Rim spremljal Friderika III. Se pravi, s tem kronanjem je postal Friderik III. Cesar. Kako pomembna so bila ta spremstva na v bistvu kronjanja in potem maziljenja, tukaj je šlo tudi za papeško maziljenje, za cesarja, pove dejstvo, da recimo skoraj 100 let kasneje, 1527, Nikolaj Rauberg je imel takrat v posesti oziroma v upravljanju grad Socerb, med tistimi zaslugami, ki jih je imel, ker takrat je on hotel enako menjavo narediti med temi deželno-knežjimi gospodstvi, rekel, jaz sem pa ponudil naslednikom 20 konj za spremstvo na kronanje, ne? In to je del teh stroškov, s katerimi jaz upravičeno zahtevam, da se mi zdaj naredi to zamenjavo teh gospodstv. Pravi, to ni bilo poceni. In to spremstvo na take pomembne, se pravi, to so bili ključni politični ceremonialni dogodki posameznega cesarja, so šli samo izbrani vitezi bomo rekli, tudi za primerno drago opremo. Jakob III. Je potem še bolj v tem kontekstu prosperiral, ker je bil eden od dveh krajinskih plemičev, ki je prišel v najvišje cesarske službe. Najdemo ga v neki listini, kjer je imenovan med predsedniki cesarskega komornega sodišča. To je pa en nov organ, ki se je vzpostavljal za v bistvu reševanje različnih sporov, za katere je imel pristojnost cesar. In ker cesar zaradi vseh političnih in ostalih dogodkov ni mogel več vseh teh sporov reševati, je vzpostavil posebno inštitucijo. To je bilo cesarsko komorno sodišče, ki že pod njegovim naslednikom postane element za neko samostojno držo nemškega plemstva in nemških voljivnih plemičev. Tako da v bistvu je to en zelo pomemben organ in da pride en plemič z nekega takega, bomo rekli, ozemlja na tako funkcijo in nekaj posebnega. Drugi, ki je v tej funkciji, ga je tudi treba omeniti, zato ker tudi se potem vleče ta karierni vzpon njihovih potomcev, je Žiga Lamberg, prvi ljubljanski škof. Lambergi so tudi pomembna družina, verjetno najbolj poznana po tem, da je Gašper Lamberg pustil viteško knjigo, kateri večkrat upodobljen tudi njegov dvoboj z Bernardinom Ravnahom. Zakaj je temu tako, bom tudi kmalu povedala. Mogoče zdaj samo en čisto kratek intermezzo. Ko je Jakob III. Umrl, je za skrbnike svojih nedoletnih otrok imenoval ključno plemstvo na ključnih položajih v tem prostoru. Tukaj sem jih naštela, ampak jih zdaj ne bomo naprej. In poleg tega je že upravljal zelo pomembne funkcije, ki jih je vzpostavil deželni knez za upravljanje te obsežne valsejevske dediščine. To je bila funkcija glavarja. Zdaj pa pokazati naprej, to je zdaj ta, da ste imeli občutek, kako pomembni akteri so bili valzejevci in kako so v bistvu na nek način Ravnahi ugotovili, ker tam se počasi zaključevala linija, da je možnost njihove prosperitete ravno v tem, da se postavijo za upravitelje tistih pomembnih plemiških družin, ki na eni strani potrebujejo neke upravnike, na drugi strani se je potem izkazalo, da so v bistvu v istem stoletju obe izumrli. Na eni strani so bili to valzejevci, na drugi strani so bili to goriški. Ravnaharji so bili v upravljanju gospodstev obeh teh pomembnih plemiških družin. Zdaj sem šla malo sem pokazala, kje po Sloveniji so imeli svoja gospodstva. Zdaj, tukaj so pa skoncentrirana vsa gospodstva, ki so jih valzejevci dobili bodisi neposredno v fevd od deželnega kneza, se pravi vladarja, ali pa kot dediščino Devinskih.
In vidite, da je v bistvu na marsikaterem področju, kjer se potem pojavljajo ravnaharji, je bila to v bistvu valzejevska posest, vključno recimo z Premom, s Snožečami, Trnovem pri Ilirski Bistrici, Gotnikom pri Reki, pa Reko, in Pazinom, kjer so tudi nekaj časa, ker je bil v bistvu Jakob III. Tudi do svoje smrti glavar. Kako pomembna je bila ta funkcija? Takoj, ko Jakob III. Umre, deželni knez to funkcijo podeli drugemu pomembnemu plemiču. Pomembnost pa se je takrat štela bodisi zaradi nekih vojaških zaslug in dolgov do deželnega kneza, se pravi do vladarja, bodisi zaradi nekih, bomo rekli, denarja, ki so ga posodili deželnemu knezu. Pač to je čas kar napetih vojaških spopadov in deželni knez ves čas potrebuje neko vojaško pomoč in v bistvu to plemstvo umešča na to lastnino zato, da v bistvu mu to plemstvo zagotovi določeno število vojakov. Na drugi strani pa zato, da te vojake ne plačajo, ker to je bilo zdaj že vse plačljivo in da dohodke določenih posesti. Zdaj, na tem področju posestva, ki so, ali pa bomo rekla posestva, ki so prinašale največ dohodka, je bil zagotovo Pazin, je bila Postojna, Prem je bil pa v bistvu recimo za tretjino manjši od dohodkov Postojne. Pri vseh teh gospodstvih je bilo pomembno, da so v bistvu bili poleg dohodkov od kmetij, se pravi dohodke v žitu, določenih naturaljah, drugih naturaljah in živini, so bili zelo pomembni dohodki tudi od mitnic, ki so bile tukaj postavljene, ker tukaj je bila vendarle zelo intenzivna trgovina proti zlasti Primorju, se pravi zlasti tem obmorskim krajem in dalje v Italijo. Kaj bi še tukaj? Tukaj sem zdaj pokazala še koliko so jih imeli na Štajerskem, ampak gremo tukaj naprej. In Bernardin Ravnah je bil eden od teh plemičev slovenskega ozemlja, ki se je v spremenjenih političnih okoliščinah v tem delu habsburških dednih dežel pridobil visoko mesto kraljevi cesarske upravi in med vladarjimi zaupniki. Tukaj treba poudariti, da je vladar že Friderik III., potem pa takoj njegov sin Maksimilijan I. Z nekimi, bomo rekli, dvornimi nazivi in dvornimi službami in posestvi nagradil več plemičev, ki so bili blizu goriškim grofom. Spravi in goriški mestni glavar in določeni zaupniki, ki so bili blizu zadnjemu goriškemu grofu Leonardu, so dobili nekatera ozemlja na tem področju. Tako Devin, dobili so vmes nekaj časa Švarcenek in podobno. Recimo Švarcenek je še eno tako področje, ki je v bistvu meji tukaj, recimo na Prem, na Postojno, je bilo najprej v posesti bližnjih sodelavcev goriških grofov. Ko so ti umrli, zelo hitro je umrl, tisti ni imel potomcev, je to isto posest takoj dal sicer tudi vojaku, ki bi sodeloval z njim v italijanskih vojnah, ampak še bolj pomembno, da je bil mož ene od nezakonskih hčera Maksimilijana I. Maksimilijan I. Poznan ne samo po večjih ženah, ampak tudi po kar nekaj nezakonskih otrocih. Se pravi, to zemlje za samega vladarja, cesarja kot deželnega kneza je imelo izrazito pomembno vlogo kot v bistvu vir dohodka. Zakaj je to zanimivo? Ker so pač naredili avstrijski zgodovinarji vse sorti analiz in ena od teh analiz je pokazala tudi, da v bistvu čas Maksimilijana ni čas, ko je na dvoru, v teh dvornih službah največ predstavnikov plemstva iz poznejših notranjeavstrijskih dežel, ampak je bilo v tem času največ tega plemstva iz Švabske in zelo veliko iz Tirolske, ki je igrala neko ključno vlogo pri prodiranju Maksimilijana na zahod. Čeprav je pripadal, jasno je, da je pripadal nižjemu plemstvu, v virih se večkrat pojavi, da se ga imenuje kot vitez. Je treba na drugi strani poudariti, da po izumrtju res teh ključnih plemiških družin srednjega veka na slovenskem ozemlju, se pravi celjskih, nato goriških, v najvišji rang kranjskega deželnega plemstva pridejo samo 3 družine
In še ena od teh družin je samo zakupnik Blejskega gospodstva, ki je drugače last Briksenske škofije. Potem pa tako v tistem trenutku so pomembni in visoko rangirani črnomaljski in turjaški, ki potem res kreirajo zgodovino tega prostora še naslednjih 300 let. In dejstvo je tudi zdaj, ko sem pripravljala, to sem nekaj vam povedala, ker še bom dala kakšne podatke, ki jih nisem dala v članek, ki ga je bilo treba zelo skrajšati, da je precej spregledno v krajinski zgodovini. Pozna ga recimo izrazito dober poznavalec srednjeveške zgodovine Dušan Kos, ki je tudi objavil viteško knjigo Gašparja Lambergarja oziroma Lamberga. Ampak recimo tudi ko delajo neke preglede krajinskih plemičev, ki dobijo neko mesto svetnika pri, bomo rekli, različnih cesarjih, so v bistvu omenjene krajše etape, večina jih niti ne omeni te pomembne vloge, ki jo Bernardin Ravnah igra pri pridobivanju goriške dediščine. Če pogledamo, če dam še en tak primer, vsem znana ena od upodobitev, zato ker je upodobitev konjev, spravi neodločenega dvoboja med Gašparjem Lambergom in Bernardinom Ravnaharjem, so oba na tleh, zato je neodločen. Mogoče tudi zaradi te turnirske knjige, mogoče še to omenim, turnirska knjiga je spet ena stvar prestiža, privoščijo se lahko res najbogatejši, najbolj prestižni posamezniki in Lambergar se je privoščil, čeprav je, kar se tiče, bomo rekli, diplomatske in pravno-upravne kariere Ravnah zagotovo dosegel višji rang kot Gašpar Lamberg. No, on se v bistvu integrira celo v ljudsko izročilo, v pravljico o Pegamu Lambergarju, medtem ko na Ravnaha se v bistvu pozabi. Tisto, kar se tudi ponavadi spregleda, je v bistvu spregledano, v tem obstaja samo en članek, ki ga je zelo težko najti in ga večina zgodovinarjev niti ne pozna, je odigral zelo pomembno vlogo po smrti Maksimiljana I., ker bil je kot cesarski svetnik prisoten v času umiranja Maksimiljana I., s tem je bil povezan en cel ceremonial in en kup pravnih vprašanj, kako se je hranila oporoka, kje so bili skravnjeni ključi. In krajinsko plemstvo po smrti Maksimiljana stopil je izrazito odklonilno pozicijo do njegovih naslednikov in kar nekaj časa v bistvu noče upraviti te dedne poklonitve, je v bistvu neki opoziciji in v tem času Ravnaharja večkrat zaprosijo za neke konzultacije, kako je v bistvu potekala sama smrt Maksimiljana I. in kako se je potem prenesla ta oblast. Tisto, kar ni na razstavi, in jaz tudi nisem še uspela dobiti barvnih reprodukcij na v bistvu voljo za brezplačno uporabo so samo črno-bele reprodukcije iz 19. stoletja, je turnirska knjiga Maksimiljana. Maksimilijan, veste, da je znan kot zadnji vitez, tudi on, in zato je v bistvu tudi se potem tale serija teh viteških knjig tudi v tem prostoru habsburškega plemstva ohranila, je naredil eno kot slavospev sebi, svojemu, bomo rekli, vojskovanju, eno knjigo, bomo rekli, viteških dvobojev. Na teh viteških dvobojih je dvakrat upodobljen Gašpar Lambergar, to je na prvi sliki, na tej drugi strani je pa upodobljen dvoboj Bernardina Ravnaharja z cesarjem. To je ena stvar, ki je sicer Kos omeni v eni opombi, zdaj za neko splošno tudi vidim, ker sem šla gledati kamero pred par dnevi, da sem kakšno sliko dobila, so v bistvu to sliko, to upodobitev, na to upodobitev kar pozablja. Je pa to v bistvu najbolj razkošno. Boriti se z vladarjem, s cesarjem je bilo omogočeno samo enemu ozkemu delu plemstva in verjetno, če gledamo z neko analogijo z Gašparjem Lambergarjem, je šlo to za v bistvu otroke v tistem nekem določenem trenutku zelo pomembnih plemičev blizu cesarja, ki so dali svoje otroke v bistvu ta krog okrog predostonaslednika, da je on v bistvu vodil svoje vojaške veščine, hkrati so prosperirali tudi vsi ti otroci, ker so vsi bili nagrajeni z nekimi
bomo rekli, nagradami v obliki posesti, pa tudi v bistvu potem z uspešno vojaško službo v obliki določenih fevdov. In Bernardin Ravnaher dobi več fevdov, se pravi najprej Postojno, ki je v bistvu najbolj pomembno gospodstvo na tem delu, kot trdijo zgodovinarji, na tem delu Zahodnega cesarstva, se pravi od bomo rekli, tisto, kar niso sedeži dežel, so to najpomembnejše točke in Postojna je med temi glavarstvi ena pomembnejših. V gradivu, ki se je odhranilo od bomo rekli, pisarne cesarja Maksimilijana, vemo, da je bil Bernardin vsaj dvakrat, udeležen v vsaj 2 bojnih pohodih cesarja Maksimilijana in to zelo blizu. V bistvu je v eni točki celo napisano, da je cesarju posodil neki denar in zato mu cesar da neke izredne nagrade. In tudi drugič, ko se pač Ravnaher pritožuje, da pač to postojnsko gospodstvo nima dovolj velikega pomerja, da bi lahko on vzdrževal svojo konjenico, se pravi težke konjenike, s katerimi je hodil na te, bomo rekli, vojaške pohode, je napisano tudi, da je sodeloval na bojnem polju v Bavarski vojni. In takrat je izreferiral še vse, kako postojnska mitnica ne prinaša dovolj dohodkov, ker je pač cesto vzel eden od Auerspergov in da tudi Postojna kot taka nima dovolj velikega pomerja, kar je mogoče tudi en od v bistvu teh taktičnih potez, s katerimi je Ravnaher potem dosegel, da so 1512 Schillentavorju dali tudi pomirje. Ni določeno kakšno, ampak bili so ključni, pri določenem meje sodelovalo ključno plemstvo z tega področja, ki so bili vsi hkrati tudi Ravnaherjevi bližnji, bomo rekli, tovariši na bojnem polju. Funkcijo postojnskega glavarja je dobil leta 1497 do preklica, verjetno ne ve se čisto točno, ampak verjetno je tisti trenutek, ki je on izgubil postojnsko glavarstvo, trenutek, ko beneška vojska junija 1508 zasede Postojno. Takrat je verjetno izgubil in potem je prišel en drug akter na to področje, ki je mogel dobiti tako pomembno gospodstvo, to je bil Krištof Frankopan, ki je prišel z dosti večjo vojaško zaledjem na to vojno in potem mu je v bistvu Maksimilijan tukaj podaril vse večja gospodstva. Dobil je tudi Podgrad, dobil je, domnevam, tukaj moram še nekega dokumente z Dunaja dobiti, zna biti, da je dobil tudi zelo obsežno Richenberško gospodstvo, ki je takrat segalo do Razdrtega in Planine. No in ko je on izgubil, tole bomo šli malo naprej, ker je že preveč, ko je izgubil postojnsko gospodstvo, je ves čas pritiskal, da potrebuje neke določene nove dohodke. Na cesar je bil tako močen, da je lahko pritiskal, zato mu je cesar dal 1511 dohodke spet deželno-knežjega Novega mesta in to leta 1515 obnovil to pogodbo, ker te pogodbe so bile takrat kratke, cesar je potreboval denar, bil v vojni, imel je tudi zelo močno opozicijo, recimo za primer, ko bomo prišli naprej, pa da naredim ta uvod, takratni celjski glavar mu je odpovedal sodelovanje na vojni pohod in štajerski deželni stanovi tudi. Po drugi strani pa v bistvu ta beneška vojska prodrla sem, se pravi prodrla je do Postojne, prodrla je do Idrije, Tolminska bila takrat itak še njihova in bali so se, da bo ta vojska prodrla, se pravi prav v center te dežele, se pravi do Ljubljane. In pomoč tukaj je bila izrazito ključna in štajerski deželni stanovi odpovedo, tako da v bistvu pomaga samo upravitelj celjskega glavarja. Zato v bistvu celjskega glavarja odstavijo in leta 1514 na to mesto postavijo Ravnaharja. Ne ostane na tem mestu dolgo časa, ker je vendarle pomembno mesto, čez 2 leti mora to funkcijo odstopiti enemu pomembnemu dvornemu uradniku, ker v bistvu cesar poleg, se pravi, tega vojaškega plemstva nujno in krvavo potrebuje tudi zelo lojalno dvorno uradništvo in to dvorno uradništvo cesarja Maksimilijana je vse bogato nagrajeno, tako z, bomo rekli, nekimi posestvi na Kranjskem, ki se sprostijo zaradi celjske in goriške dediščine, kot tudi na Tirolskem. Se pravi, kar nekaj teh dvornih uradnikov dobi neka posestva na Tirolskem.
Tisto, kar je še recimo pomembno za njegovo upravljanje Novega mesta, je, da v bistvu v tej drugi podelitvi, mogoče tudi malce taktično, cesar Maksimilijan izrazito pohvali njegovo obnašanje do v bistvu tistega vira dohodkov, se pravi do podložnikov, kar v tistem trenutku ni nepomembno, to je čas velikega upora na slovenskem ozemlju, upor leta 1515, v katerem ne bi sodelovalo oziroma ne bi se ena epska bitka odvila tudi v okolici Celja. Se pravi, v času, ko je Bernardin Ravnah glavar v Celju, se ne bi odvila ta bitka, ki je izpričana samo na eni stvari, in to na enem propagandnem tisku, domnevno z leta 1516, ki ga vsi zelo dobro poznamo, ker so na njem prve slovenske besede leukup uboga gmajna. Tako da mogoče tega niste vedeli, da v bistvu v tistem času, ko nastane, ko je nek dogodek povezan z prvimi slovenskimi besedami, je tisti, ki je v bistvu, bomo rekli, odgovoren za tisto področje ravno Bernardin Ravnah. Proti koncu svojega življenja potem še kranjski upravitelj med leti 1518 in leti 1529, se pravi, to ni nekaj novega, nekaj, kar je v bistvu značilno vsem zanj. Tudi že v sredi 15. stoletja so Ravnaherji nekaj let, zelo kratek čas, tudi kranjski upravitelji, pa vendarle v bistvu z temi, bomo rekli, funkcijami, ki jih ima blizu cesarja, je daleč presegel vse prednike. Jaz bi rekla, da se pravi, poleg tega, da je kot nek razsodnik v sporih, v katerih recimo vladar kot deželni knez obide deželne stanove, ki ne bi imeli tukaj neko glavno vlogo, ne? In imenuje neke ad hoc komisije, in da sodeluje ravno v teh komisijah, pomeni neko posebno, bomo temu rekli, čast Bernardinu Ravnaherju. Je mogoče ključni trenutek, tisti trenutek, ko se Ravnaher pojavi med res ključnimi ključnim političnim plemstvom na tem področju. To je trenutek, ko umre goriški grof in ko cesar imenuje določene posameznike, da v bistvu v njegovem imenu uveljavijo oblast na tem področju, na tem zahodnem delu današnjega slovenskega ozemlja, ki ni bil še daleč potem, ne, zaradi tega so bile potem, ne samo zaradi tega, ampak tudi to je bil del vzrokov za prvo avstrijsko-beneško vojno in za drugo avstrijsko-beneško vojno, da med tistimi plemiči, ki jih dovolj zaupa, da prevzamejo oblast in da v bistvu pokorijo goriško plemstvo s tem, da sprejmejo od njih, bomo rekli temu, dedno prisego, zvestobe, na drugi strani pa, da jim v cesarjevem imenu podelijo privilegije, stare soboščine in star pravni red, vse njihove fevde. Med temi posamezniki je poleg, se pravi, dveh deželnih glavarjev, to pomeni glavnih predstavnikov tega teritorija, poleg Simona Ungersbacha, ki je v bistvu malo prej imel ključno funkcijo na dvoru, ker je bil tisti, ki je bil glavni davčni prejemnik cesarjev, je tisti, ki odide na to področje, pa poleg, bomo rekli, enih upraviteljev oziroma tega upravnega plemstva, je Bernardin Ravnih tisti, ki je med tem plemstvom, ki je zastopnik vladarja, ki sprejme to dedno poklonitev goriških grofov. Verjetno iz tega izhaja tudi, da v bistvu potem igra pomembno vlogo v času vojne, ko je na Goriškem imenovan za vojnega komisarja, in obstajajo neki viri, sicer nepotrjeni, italijanski zgodovinarji jih navajajo, da je bil v bistvu med temi komisarji Ravnaher tisti, ki je bil zadolžen za opremo, vojaško opremo goriške utrdbe. Goriška utrdba pa je veljala za eno najbolje opremljenih na tem področju, ker so se zelo dobro Maksimilijan se je zelo dobro zavedal, da v bistvu to področje še zdaleč ni dobljeno in da je treba ga tudi vojaško utrditi, kar nenazadnje kažejo tudi v bistvu utrjevanje vseh teh gradov na tej dolgi meji, ne. Se pravi, Imprem je dokaj dobro
založen z orožjem, tudi s strelnim orožjem, tudi Postojna, ko je napravljen pred to vojno en popis, je na Postojnskem gradu zapisano, da tudi Ravnah ima nekaj strelnega orožja, sam ga je financiral, kar pomeni, da vendarle se vladar zelo dobro zaveda strateške pomembnosti tega prostora in tudi dovoli Ravnaherju in pa verjetno tudi malo taktično ene izboljšave Postojnskega gradu že leta 1504. Zdaj mogoče bi samo zaključila vse skupaj, se pravi, po letu, ker pač dobi Ravnaher za svojo službo in že vse te dolgove, ki jih je ustvarjal z temi izboljšavami teh gradov, pri Maksimiljanu kar številne dolgove, verjetno že leta 1516 dobi v upravljanje grad Prem za krajše časovne intervale in šele potem, ko v bistvu je jasno, da bo Momljan zavedno izgubljen, leta 1533, predvsem zaradi zaslug Bernardina Ravnaherja in njegovih dolgov do Maksimiljana, nekoliko pa tudi zaradi dolgov, ki so jih imeli Ravnaherji že do njegovih v relativno trajen zakup gospodstvo Prem, ki ga imajo potem do trenutka, ko se preveč zadolžijo, da bi to še imeli in v bistvu družini Deleo prodajo tudi zaradi dolgov, ki jih imajo te družine. Tisto listino, ki imate na razstavi, pravi ravno to, da v bistvu imajo do družine Deleo že kar velike dolgove. No, tako bi jaz zaključila ta moj kratek sprehod, da ne bom predolga. Zdaj, če imate še kakšno vprašanje, prosim, danes z njim. Hvala za pozornost. Mislim, da bomo kar zaključili. Glede na to, da smo že kar eno urco porabili za to našo debato. Zdaj, preden vas povabim, da gremo na en kozarček, na tisto ta boljše, konc predavanja, naj vam še omenim, zgoraj v prvem oziroma v drugem nadstropju smo pustili odprto razstavo o dvorcu Ravne, tako da tisti, ki jo še niste videli, ste vabljeni, da si jo ogledate. Drugače je pa zadej, ob tej priložnosti, ena fotografska razstava avtorja Antona Bukovnika. To je v bistvu, bom rekla, kolega, muzealc, je kustos policijskega muzeja oziroma muzeja slovenske policije, tako smo tudi prišli z njim v stik. Ogromno se ukvarja z fotografijo, ampak za razliko od, bom rekla, današnjih standardov, ki gre vse v to digitalno, se Anton ukvarja s tisto pristno fotografijo, torej, kako smo rekli, s kemijo, ne z digitalnim, in poslikal je oziroma v objektiv je ujel v bistvu podobe raven, kot jih mogoče obiskovalci danes ne poznamo, ker hodimo samo mimo dvorca, no on je šel pa noter pa zajel te detajle, ki jih danes lahko še vidimo. Tako da vas vabim, da si mogoče še to pogledate. Tlele zraven v mali sejni dvorani majhna pogostitev. Jaz sem vam na voljo tudi za vsa vprašanja. In hvala lepa, da ste prišli, ste nas poslušali in seveda vzamite si zbornike, pa idete tudi sosedom, dokler so še brezplačni, prav? Hvala lepa.